Z nami je tudi študent, ki se je odločil, da ostane v Sloveniji, ki se je odločil, da študira v Mariboru, študent pravne fakultete je z nami, Anej Irgolič, in prosim še za zadnje, zaključno vprašanje Aneja. Torej, najprej vsem lep pozdrav. In dejstvo je, da so mladi v Sloveniji vse bolj pesimistični in na drugi strani vse manj optimistični. Vprašal bi vas lahko, kam vodi stanovanjska problematika mladih, na drugi strani vas bi lahko še vprašal, kaj so vzroki za vse nižjo participacijo mladih, in konec koncev bi vas lahko vprašal, kaj boste storili z mladimi, ki odhajajo. Ampak moje vprašanje bo na prvi pogled enostavnejše, ampak nič manj konkretno. Še enkrat ponavljam, konkretno. Predstavljajte si, da imate 1 minuto časa in da v tem času morate prepričati mlade. Zakaj ostati v Sloveniji? Zakaj se vrniti po študiju v Slovenijo? In ne nazadnje, zakaj biti aktiven državljan? In povejte, kakšna bo Slovenija konkretno čez 10 ali pa čez 5 let? In dopolnite, kaj bi morali mladi imeti in danes nimajo. Hvala. Hvala lepa. 1 minuta, gospod Popovič, izvolite. Zdaj, jaz bi samo da prepričate Aneja in novo generacijo, gospod Popovič, da se ne odločijo, da odidejo. Lahko. Izvolite. No, jaz bi mogel zdaj spet se ponavljati. Dejstvo je, da mi moramo znižati davke. Lahko kaj novega poveste. Ne, znižati moramo davke. Zvišati moramo produktivnost. Odpreti moramo nova delovna mesta. Ogromno investitorjev iz tujine in tudi naši, ki bi odprli nove delovna mesta. Ampak enostavno jaz poznam obrtnike, podjetniki, ki se sprašujejo, ali zaposlijo še enega ali ne. Imajo sicer delo, imajo trg, imajo vse, ampak ne vejo tudi kako, recimo, če bo delavec slab, ne more ga odpustiti in tako naprej in tako naprej. Dejstvo je, da treba tem ljudem, ki dokončajo šolanje tukaj, ki so strokovnjaki, omogočiti tudi tukaj zaslužek. Dejstvo je, da tukaj pri nas, ne vem, če bo zaslužil 1000 evrov z istim delom, zasluži pa 5000 evrov pri sosedih, seveda ne bo ostal tukaj. Mi moramo spremeniti to moramo spremeniti. Vemo za nogomet, da pač ne moramo plačati nogometaša 500 evrov, če hočemo, da igra v Mariboru, to vemo, to nam je jasno. Ni nam jasno pa, da v gospodarstvu, recimo v IT, moramo nekega strokovnjaka, računalničarja plačati 5000 evrov ali pa 10 000 evrov, če hočemo dodano vrednost. To nam ni jasno. Ravno tako zdravnike in podobno. Naši zdravniki hodijo delati v Avstrijo in tam operirajo, plača naša zavarovalnica. Tukaj pa ne. Kje je tu logika? Dajmo ZKP vse zakone, zdravo kmečko pamet ugraditi in bomo lahko živeli tudi tukaj boljše. ZKP nam manjka na vseh področjih. Gospod Novak, 1 minuta. Predstavljajte si, da pred sabo nimate kavarne, ampak telovadnico mladih, ki morate povedati, zakaj naj ostanejo ali se vrnejo v to državo. Mladim svetujem, naj postanejo aktivni državljani, naj odločajo na volitvah, naj se dajo izvoliti in potem tudi odločajo o svoji prihodnosti, da ne bo samo Desus odločal o vaši prihodnosti. To je ena stvar. Drugič, pridobite si dobro izobrazbo, tudi če greste v tujino za nekaj časa, fajn je ali pa dobro je za državo, da pridete nazaj z vašim svežim znanjem, izkušnjami, da ste tukaj podjetni. Država pa mora več narediti na področju zakonodaje in tega, da bo taka podjetnost tudi nagrajena in boste lahko potem tudi delali in ustvarjali. Na področju osamosvajanja pa absolutno manjka stanovanjska politika, ker ni služb za nedoločen delovni čas, ne morete dobiti tudi kreditov za stanovanja. Tukaj pa spet predlagam sklad, v katerega lahko vplačujemo v času, ko smo zaposleni, iz katerega lahko črpamo za kredite, tudi v času, ko nimamo službe, torej za neko mestno obdobje. Iskati moramo nove rešitve, tako država, kot tudi banke in druge inštitucije. Če bomo pa vrnili ves denar, ki je bil v Sloveniji pokraden in odpeljan na račune v Švico, pa lahko postanemo druga Švica in bodo mladi tudi potem pa čez 5 let, kaj ne, gospod Tomc, izvolite. Zelo resna tema. Vsekakor, ja, zelo resna tema je, izvolite, vaša minuta. O kateri se doma takšnole vprašanje dobivam kar naprej od mojih 4 otrok, ki živijo v naši družini, starih od 20 do 26 let, od katerih eden študira in bo najbrž delal v tujini, ker bo bil tam 3-krat večjo plačo, kot bi za isto delo dobil doma.
Za druge pa rečem tako, v Sloveniji, da boste ostali mladi tukaj, morate začutiti priložnost. Priložnost vam lahko da zdravo gospodarstvo, tukaj se bomo ponavljali, ampak to so kruta dejstva. Če bo gospodarstvo zdravo, bo ustvarjalo delovna mesta, če bodo delovna mesta, boste imeli zaposlitve. Strinjam se s turizmom, Slovenija je lepa, ampak dajmo graditi še nekaj, kjer bomo imeli večjo dodano vrednost tudi, a ne, visoke tehnologije, tudi to mladi rabijo. In ko bodo to začutili, potem jaz sem prepričana, ne bodo odhajali v tujino. Naj grejo v tujino si nabrati izkušnje, to je zelo zaželeno in potem se bodo, sem prepričana tudi v to, mladi se bi radi vrnili domov, če bi vedeli, da jih tukaj čaka dobra služba, dobro plačana, ker doma je vendarle najlepše. Gospod Magovec, izvolite. Tudi zato, da dobite priložnost, pa hkrati odgovornost pregledam volilno pravico od 16. leta dalje. To je aktivno državljanstvo in spodbujanje kulture tudi vseh nas, da smo politično odgovorni do države, kakršno si želimo. Takšno, kot bomo izvolili, takšno bomo imeli. Hkrati predlagam mentorsko shemo za talente, še posebej na vseh področjih, kjer delujete mladi, od športa, kulture, znanosti in tako naprej. In pa fundacijo za prihodnost. To so zelo odgovorne teme do vseh vas. Moram pa vam povedati, konkretno, na našem ministrstvu smo razvili sheme za več kot 1 milijon evrov za vračanje mladih nazaj. Pozivamo vas, tiste, ki ste šli v tujino, pa se želite vrniti, da pridete. Ne vrnejo se vsi, ker imajo seveda različne želje, pa tudi karierne ideje, kaj si pravzaprav želijo početi v svetu. Ampak kaj je pomembno? Da vsi tisti, ki ste ali boste v tujini, pridete nazaj saj za nekaj časa, kajti to je tisto oplemenitenje znanja, ki ga tudi mimogrede spodbujamo z evropskimi instrumenti, gospa Tomčeva. Vse nič narobe, samo ne smemo temeljiti na subvencijah, ampak na dobrih plačah. Tudi to je subvencija. In zato, če smem dodati, na koncu spodbujamo tudi stanovanjske zadruge mladih, da bo lažje mladim priti tudi do stanovanja in kakovostnejšega bivanja v Sloveniji. To pa je pereča tema, ki jo ravno v tem trenutku tudi naslavljamo. Hvala. Gospod Šarec, izvolite. Nobeni generaciji ni lahko, vsaka generacija ima svoje težave, zlasti pa mlada generacija, ki se šele uveljavlja. In tako kot poslušamo tudi v politiki, da so potrebne ne vem kakšne izkušnje, da bo ne vem kaj, samo izkušeni ljudje lahko nekaj vodijo, mladim je treba dati priložnost. Tako drugje kot tudi v politiki. In vi, če se ne motim, ste rekli, da ste pravnik, da študirate pravo. Verjetno je tudi vaša profesija je kar velika gneča je v tem poklicu verjetno. In seveda se treba vprašati, koliko pravnikov potrebujemo. Vi se morate tudi vprašati, če ne boste v svojem poklicu dobili zaposlitve, kaj so še opcije, kam se še lahko obrnete. Sam sem naredil srednjo lesarsko šolo, potem sem se obrnil drugam, tako da sem se že velikokrat usmeril v kakšno drugo delo kot tisto, kar je moj osnovni študij. Mladi morajo predvsem tudi iti tako na volitve, kot predvsem, kar je še pomembneje, kandidirati. Včeraj smo imeli na upravni fakulteti soočenje in ko sem rekel, kdo od vas bo kam kandidiral, recimo na naslednjih parlamentarnih volitvah, samo ena gospa je dvignila roko, vse ostalo ni bilo nobene roke. In če mladi ne bodo pripravljeni tudi sami kaj storiti za to, če se ne bodo pripravljeni izpostaviti za to, da bo nekaj boljše, potem nas bodo ves čas vodili starejši in bodo odločali o mladih, tako kot je rekla gospa Ljudmila. Zaključite misel, gospod Šarec, prosim. Absolutno aktivacija na vseh področjih. Država mora dati pa mladim tudi priložnost, ne pa, da se povsod zahtevajo ne vem kakšne delovne izkušnje. Ja, kako naj pa človek pridobi izkušnje, če ni bil še nikjer zaposlen? Treba je včasih tudi tvegati s kakšnim človekom. Gospod Pahor, izvolite. Ker smo že včeraj imeli tukaj z Marjanom neke polemike, jo velja tukaj nadaljevati. Včeraj sem navedel osupljiv podatek, do katerega se je dokopala raziskava ameriškega ministrstva za delo, ki je ugotovilo, da naši otroci, ki letos vstopajo, oziroma pred 2 leti, ki vstopajo v 1. razred osnovne šole, 2/3 njih bo upravljalo poklice, ki danes sploh še ne obstajajo. Torej, če lahko
kaj naredi država za mlade, je to, da jim omogoči, da se razvijajo v ustvarjalno in svobodno mislečo osebnost. Del odgovornosti je tudi na samih mladih. Sej, mi smo tukaj tudi kot očetje in mame svojih otrok. Del je tudi na vaši strani, da pri tem sodelujete in da greste za svojimi sanjami. Hvala lepa, spoštovane kandidatke, spoštovani kandidati, z besedo mladih, z vašo vizijo, kako bi nekako zagotovili, da mladi ostanejo v tej državi ali se vrnejo, tudi zaključujemo naše današnje soočenje. Mi smo spraševali, vi ste poslušali in 22. oktobra se boste vi tudi odločili, kdo je najbolj primeren za funkcijo predsednika republike.